dejal, izberi si delo, ki ga imaš rad in nikdar več v življenju ti ne bo treba delati. Je to mogoče? Delati nekaj z veseljem, hkrati služiti in imeti še dovolj časa zase, za svoje najbližje? V današnjem svetu novih tehnologij in četrte industrijske revolucije, kot jo imenujemo, si resnično želimo, da bi bil v ospredju vedno postavljen človek, ki bi mu država zagotavljala neko svobodo in hkrati spodbujala njegovo odgovornost. Stremeti moramo k temu, da bi nam ekonomsko okolje omogočilo ustvarjalno in dostojno življenje v vseh življenjskih obdobjih. Bodo oziroma bomo imeli mladi sploh možnost dostojnega življenja kljub spremembam na trgu dela? Se bomo sposobni prilagoditi in iz anomalije, kot je denimo vedno pogostejše opravljanje dela preko samostojnega podjetja, ustvariti nekaj novega, inovativnega, zadovoljujočega? Ali bomo znali to podjetje ustrezno voditi in biti kar se da dobri menedžerji, oziroma menedžerske veščine nekako uporabiti na drugih področjih v našem življenju? Kaj pa dela dobrega menedžerja, oziroma katere menedžerske veščine nam pomagajo na naši življenjski poti? To bomo danes s 5 gosti poskušali ugotoviti na razpravi z naslovom Kako vzgojiti dobrega menedžerja, ki jo v sklopu socialnega tedna, od koder tudi prihaja navdih za moj uvod, ki je pravzaprav nekakšen povzetek poslanice socialnega tedna, za vas pripravlja Socialna akademija v sodelovanju z Združenjem krščanskih poslovnežev Slovenije. Omenjena razprava je del projekta Inkubator 4.0, na kateri vas, drage obiskovalke, spoštovani obiskovalci, prav lepo pozdravljam. Nekaj več o samem projektu Inkubator 4.0 pa nam bo povedal direktor Socialne akademije Matej Cepin. Bilo je kakšne 3 mesece nazaj na kavi enega petka popoldne, ko sva s kolegom, ki tudi vodi nevladno organizacijo, večjo, razpravljali o tem, da so največje ozko grlo v naših organizacijah prav menedžerji, prav vodje pisarn. Sam sem bil ravno potolčen, ko je moj kolega Mario naznanil svoj odhod pred kratkim. Tudi on je imel neke podobne probleme in potem sva kaj hitro videla, da ima še par organizacij takšne probleme, da ključna stvar niso dobri izobraževalci, ključna stvar v nevladnih organizacijah niso dobri IT-jevci, čistilke, ampak prav menedžerji. Težava se je kazala tudi v tem, da jih ne znamo dovolj dobro plačati, da ne znamo dovolj dobro zaslužiti in slej ko prej opazijo ta dobri, veliko večje in boljše priložnosti nekje drugih. No, iz tega se je potem v okviru projekta Inkubator 4.0 razvila ideja, da bomo zdaj v oktobru izvedli 8-dnevno usposabljanje za menedžerje, predvsem v nevladnih organizacijah. Imamo že kar lepo število prijav in nekaj udeležencev, ki so prijavljeni na to usposabljanje, z veseljem pozdravljam tudi tukaj. Danes pa sem jaz tukaj prav z enim posebnim namenom in pričakovanjem. Namreč skrbno si bom beležil vse, kar boste rekli, zato ker naš program ima še nekaj manevrskega prostora in dejansko je tale dogodek, poleg tega, da nam koristi v projektu Inkubator 4.0, poleg tega, da spada v socialni teden, se mi zdi, da bo lahko dal iztočnico tudi k temu, kaj vključiti v program usposabljanja menedžerjev, ki se bo zgodil čez 2 do 4 tedne. Projekt Inkubator 4.0 je najbrž največji projekt Socialne akademije doslej. Njegov namen je pomagati mladim priti do dostojnega in kakovostnega ustvarjalnega dela v svetu 4. industrijske revolucije. In to naredimo tako, da mlade najprej povabimo na 16-urno usposabljanje z naslovom Moj korak naprej, kjer ugotavljajo, kaj bi radi delali, kaj prinaša denar, kaj potrebuje okolje,
na nek način gre za karierno in poklicno orientacijo. V drugi fazi, ko se tega udeležijo, jih povabimo na razno usposabljanja na temo, kako preživeti v svetu 4.0 in jih tam učimo tiste kompetence, ki jih na faksih in šolah ne dobijo, so pa ključne za preživetje v svetu 4.0. Recimo osebno načrtovanje časa ali pa kako, a se mi splača odpreti SP ali ne, ali pa javno nastopanje, ali pa delo v mednarodnih timih, ali pa personal branding, se pravi, kako iz svojega imena in priimka narediti tako blagovno znamko, da me bojo drugi prepoznali in za kakšno stvar najeli podobno. V svetu 4.0 se namreč ne dogaja le tehnološka revolucija, ampak tudi socialna. Namreč veliko več je neke vrste prisilne esterizacije, veliko več je na nek način svobode, trg je postal globalen in na te razmere se morajo seveda najbolj prilagoditi prav mladi. No, v tretjem delu pa mladim omogočamo 4 do 4-5 tednov prakse, kjer lahko svojo pobudo, ki so jo razvijali, tudi preizkusijo pri kakšni od organizacij. In prav to se zdaj zelo intenzivno dogaja v inkubatorju 4.0. Današnji dogodek pa zelo me veseli, da je prisotnih zelo veliko različnih deležnikov iz različnih organizacij. Še posebej tudi hvala Združenju krščanskih poslovnežev in Dragorudnu, ki je tudi tukaj z nami, za soorganizacijo in pa res vam želim plodovito razpravo, v katero boste kasneje tudi vključeni. Predvsem bi pa zastavil svoje ime, glas sem že zastavil, za naših 5 gostov, ki sem jih po skrbnem premisleku osebno povabil in to zato, ker stavim, da so eni najboljših možnih gostov prav za to temo. Tako da hvala, da ste prišli in hvala, ker boste aktivno sodelovali. Kot že rečeno, bo danes z nami 5 gostov, s katerimi bomo naredili tudi malo daljšo razpravo. Vas bom pa samo prosila, okrog bo šla lista prisotnosti, ki je tudi pomembna zaradi socialnega tedna, tako da vas prosim, da se na njo popišete. Kot rečeno, bo danes z nami 5 zanimivih gostov, ki jih bom lepo povabila, da se prisedejo tukaj bližje k meni, in sicer Anton Kokal, kar naprej, kar tukaj zraven mene. Anton Kokal je koordinator programa Moje podjetje v Sloveniji, več o njem pa boste izvedeli v nadaljevanju. Potem Milan Matos, nekdanji direktor Mladinske knjige in hkrati tudi prejemnik Združenja Menedžer za življenjsko delo na področju menedžmenta. Irena Mrak-Merkar, načelnica Zveze slovenskih krščanskih skavting in skavtov ter menedžerka v nevladni organizaciji. Marko Zajc, podjetnik, vinar in glasbenik, in pa Klemen Mat, kmet z Matkovega parka. Lep dober večer vsem. Gospod Kokal, če začnemo najprej kar z vami. Javnost vas sicer bolje pozna kot politika, nekoliko manj pa kot koordinatorja programa Moje podjetje, nastalega pod okriljem Zavoda za spodbujanje podjetnosti mladim, ki pomaga mladim na začetku njihove podjetniške poti. Samo toliko, da boste vedeli tudi ostali. V okviru tega projekta so v lanskem letu dijaki ustanovili kar 61 različnih podjetij, in pa tega projekta se je udeležilo kar 21 šol. Gospod Kokal, bi nam lahko povedali, komu je bil ta program namenjen in pa kateri so bili cilji tega programa? Lep dober večer, hvala za vabilo. Matej je rekel, naj pridem na tole, sem rekel, bom poskušal nekoga dobiti, ampak potem mi je zmanjkalo časa nekoga drugega dobiti. Po pravici povem, jaz tudi sem menedžer. In sem bil menedžer mogoče kot župan neke vrste, kot poslanec, mogoče tudi delno kot predsednik odbora za evropske zadeve, pa kolikor uspem biti doma menedžer, pa v razredu tudi treba biti neke vrste menedžer. Ampak v tem pravem pomenu podjetniške besede pa nimam izkušenj. Tako da je tudi za mene zanimiva vsebina tega večera. Poleg tega, ja bi rekel, bi se strinjal z gospodom Cepinom,
da so problem menedžerji v nevladnih organizacijah, konkretno Zavod za spodbujanje podjetnosti mladih, ki ga vodim, prostovoljno zastonj, ker sem slab menedžer, ampak vsebina programa je pa namenjena, sej ta program, ki ga mi izvajamo srednješolcem. Program sam je prišel iz Amerike in se odvija po celem svetu že skoraj 100 let. Vedno se ga dopolnjuje. Jaz sem se slučajno z njim srečal in kot učitelj na srednji strokovni šoli sem ocenil, da mi fante recimo naučimo nekaj iz stroke, ne naučimo jih pa kako s to stroko samostojno zaživeti oziroma kako to znanje, ki ga pridobijo, prodati naprej. In smo pač v nekaterih šolah pred 5 leti začeli poskusno ta program izvajati in trenutno lahko rečem, da že 5. leto traja, več ali manj trdih okoliščinah, ampak ker so šole navdušene nad njim, nekateri mentori, učitelji so rekli, da je to za njih absolutno najboljša poživitev pouka in čeprav je zelo zahtevno, po drugi strani motivacija za dijake in program izvajamo, poteka pa tako, da v enem letu morajo oni preiti vse faze, od ideje do ustanovitve podjetja, do zbiranja realnega denarja, do poslovanja, do udeležbe na sejmu, kjer tekmujejo in potem tudi do likvidacije podjetja. Torej, to so bili tudi glavni cilji oziroma to so bila znanja, ki so jih dijaki usvojili. Ja, znanj je tu pravzaprav posredno zelo veliko. Tu imam en priročnik, v katerem so zajeta znanja in priponko z mapami, ki jih dobijo mentori, učitelji, približno 60 malih zveščičev za vsako veščino, tudi kako se izbira poslovno idejo, jih učimo, metode, različne načine, kako spoznajo sebe. Mislim, da je ena glavnih zadev, ki manjka v našem šolskem sistemu, od osnovne šole naprej, je, da otroci v bistvu svojih talentov sploh ne poznajo. Niti ne poznajo, kaj jih zanima in se tudi zato ne morejo odločiti za svoj profil. Tudi v gimnazijah mislim, da je še vedno ta problem. Tako da teh veščin je cel kup, ne bi zdaj po vrsti našteval. Mogoče preberem samo, tu imam sicer od 5 dijakov po končanem programu nekaj stališča, pa bom najkrajšega prebral. Sam sem se odločil za oddelek prodaje, ker se morajo odločiti, kaj bodo v firmi prevzeli in saj sem bil mnenja, da bi na tem področju pridobil potrebno znanje ter samozavest, ki jo potrebujem pri nastopanju. Poleg vseh veščin, ki se nanašajo ne na mene, pa sem skozi skupinsko delo ugotovil, kako pomembno je sodelovanje in zaupanje med sodelavci v podjetju. Kako pa ste ta program promovirali? Na kakšen način je potekala promocija? Ja, začeli smo s 7 šolami, potem smo pa vabili ravnatelje, predvsem k predstavitvi programa, učitelje in to je v glavnem vse. Zdaj, trenutno je v Sloveniji poplava, te ponudbe tudi financirana zelo močno iz nekaterih javnih virov, naš program nima nobenega javnega vira trenutno. In pač tu, kot sem rekel, v glavnem šole poznajo program, vendar je, kot sem rekel, za učitelje zelo zahteven, sploh prvo leto, pa tudi drugo leto, zato nekateri obupajo na sredi, nekateri se ga pa sploh ne lotijo. Mi pač puščamo zadevo, ustrajamo po svojih močeh, usposabljamo učitelje, peljemo program naprej in jaz moram reči, da verjetno bi sam to že opustil, če ne bi bili učitelji, vse tisti, ki ustrajajo že par let tako zavzeti za zadevo. Torej pravite, da veliko vlogo igrajo učitelji. Kakšna je pa vloga po vašem mnenju staršev v taki situaciji? Ja, tu je vloga staršev tudi precej pomembna, namreč dijaško podjetje, kot temu rečemo, naj bi imelo tudi enega podjetnika kot mentorja in običajno mi svetujemo, da najdejo podjetnika v lokalnem okolju in pogosto se lotijo tega otroci, staršev, ki imajo neke podjetniške izkušnje in vidijo tudi starši, da je pomembno, da dobijo neka znanja. In ponavadi so starši mentori. Smo imeli pa letos zanimivo situacijo, da je ena mentorca
preden je bil sejem dijaških podjetij na gospodarskem razstavišču, kjer se po 5 kategorijah ocenjuje delo dijaških podjetij in najboljše je potem na evropski sejem. Eni starši so pri enem podjetju pač mentorici rekli, da ne pustijo, da bi otroci čez vikend delali za to zadevo, morali so pa zaključiti poslovno poročilo, no, in zanimivo je bilo, da so ravno ena skupina iz te šole potem bila najboljša in se je vrstila na evropski sejem v Bruslu. Tako da smo prepričali mentorco, da je sploh prišla na sejem z ostalimi podjetji, ker jo je zelo potrlo, da bom rekel, to stališče staršev, ta odnos staršev do njenega dela in do dela dijakov. To je bolj izjema kot pravilo, večinoma pa starši to podpirajo. Ključni so pa tu učitelji. Politično, če rečem, bolj na široko, so pa ključni tu ravnatelji. Če ravnatelji ne spodbujajo, oziroma tudi če učitelji želijo, pa ravnatelji ne želijo imeti tega programa, je tudi za učitelje to nemogoče izvajati. Pa se vam zdi načeloma, da same šole, torej in učitelji in ravnatelji in hkrati starši, že nekako pripravljajo mlade na soočenje z realnim svetom, da ni mogoče javnih služb dovolj za vse, da bojo tudi mladi morali poskrbeti sami zase, da se mogoče ne bodo tako zanašali samo na to, da bodo po končanem študiju začeli delati v neki javni organizaciji. Se vam zdi, da tukaj šola daje že večji poudarek, kot recimo takrat, ko smo v šolo hodili mi ali vi ali podobno? Torej neka srednja generacija, ne starša od 50 let. Ja, če sem zelo odkrit, je zelo odvisno od vodstva šole in od tega, kako težko šola dobi dijake. Srednje strokovne šole so financirane na glavo in se borijo za dijake in te šole praviloma uvajajo novosti, zato da pridobijo dijake. Tiste šole, ki jim dobro gre, pa praviloma ne, jim ni treba. Na mlade pogosto leti nekakšen očitek, da so premalo proaktivni. Kaj pa vi mislite o tem očitku? Je to del resnice, morda tukaj preveč posluševanj? Kako vi vidite? Jaz osebno mislim, da ne bom zdaj res preveč kritično izpadel, da je šolanje narobe zastavljeno v tem smislu, kot sem že prej rekel, od osnovne šole naprej se otroci zelo težko odločajo za karkoli in so tudi težko proaktivni, ker je vse splošno. Samo splošna znanja so pomembna in nekako verjame sistem, da bo z dobrimi splošnimi znanji se vsak dobro znajde. To je neka mantra, če temu tako rečem. Ampak očitno to najbolj ne drži, ker potrebne so tudi konkretne veščine, ki si jih človek pridobi lažje v mlajšem obdobju kot kasneje. Jaz vseeno mislim, da mladi so proaktivni, so v povprečju malo bolj scrkljani, kot smo mi, to se strinjam, ampak živijo tudi v takih okoljih, recimo mi, ki smo živeli na kmečkem ali ruralnem področju, smo pač po sili razmer morali obvladati veliko veščin, s katerimi se danes veliko mladih ne srečuje in nimajo sreče pri tem. Tako da, jaz mislim, da je pa tudi naša generacija malce egoistična, in drži pozicije zase in tudi mladih ne pusti včasih izkušnji, ki bi jim koristila. Vsekakor jaz mislim, da tu ni recepta, da mi delamo za mlade, skupaj bi morali iskati rešitve naprej. Torej, skupaj učiti nekoga, učiti ribo, ne pa samo. Tako. Mislim pa, da so nekateri zelo samoiniciativni in bi jih bilo treba bolj podpreti. Kaj pa mislite, da bi mlade še spodbudilo k nekemu bolj aktivnemu podjetniškemu udejstvovanju že tekom dijaških pa potem študentskih let? Že tale program se po nekaterih državah v Skandinaviji uporablja kot nov način poučevanja. Recimo na Norveškem, kjer sem bil, je to neke vrste trend šolskih oblasti, se pravi teoretično znanje takoj pretopiti v neko praktično izkušnjo. Da ne postane to nek mrtev kapital, ki ga ne znamo potem nikoli uporabljati. To tudi sami vemo. Vsi znamo Newtonove zakone, smo jih znali v vsakdanjem življenju, pa praktično ne znamo uporabljati. To je banalni primer. Jaz mislim, da je preveč splošnih zadev, pa preveč so poglobljene, jaz to zdaj za šolo govorim. Če povem za poklicno šolo, prvi letnik, mislim, da imajo 13 predmetov, pazite, poklicna šola, kjer naj bi šlo za neke veščine, osnovne, 13 predmetov, tega je polovica splošnih.
To je zelo težko pričakovati od populacije, ki je bolj usmerjena v neko praktično delo, da bo imela potem samo iniciativo v taki šoli aktivno sodelovati. Seveda, uživajo v praksi, ampak tudi tam so pogosto pogoji slabi. Je preveč dijakov na učitelja, ampak to zdaj ne bi razpredal. Mladim bi morali dati čim prej možnost, da nekaj naredijo s svojimi talenti in da se dokažejo. Se mi zdi, da je to ključna poanta. In tale program, jaz sem čisto zadovoljen, dokler bom lahko skozi ta program za to naredil. Pa tudi, če za 300-400 dijakov v Sloveniji, mislim, da je to v redu. Tudi moram reči, da nekaj dijakov zdaj pelje svoje podjetje naprej. Iz Ravna Koroškem, recimo, tule gospod Župnik, so pred leti, oni so naredili neko dodatek za ne vem iz kakšne sestavine za počasnejše staranje zelenjave in zadnjič sem jih srečal, so rekli, da to zdaj tržijo. Pa iz Škofje Loke tudi eno dijaško podjetje je tudi začelo svojo proizvodno brez stičnega polnilca za telefon. Več pa ne vem povedati. Hvala lepa. Gospa Irena Mrak-Merkar, tudi vi ste načeloma po izobrazbi profesorica matematike in računalništva in delate veliko z mladimi, predvsem kot načelnica Združenja slovenskih katoliških skavtin in skavtov. Tudi delo načelnice zahteva kar nekaj menedžerskega znanja z različnih področij. Kako pa vi dojemate to delo? Kaj se vam zdi, da je pri takem delu pomembno? Dobro večer. Kako ga dojemam? Se mi zdi, da ne gledam, pač to je stvar, s katero sem zrasla gor. Mislim, da je avtomatsko šlo iz nekih zadev, ki sem jih prevzemala najprej v lokalnih enotah, potem na regijski ravni, potem kaj sem delala kot študentka še zraven, privedlo do tega, da mi je bilo toliko mar za organizacijo in vrniti nekaj nazaj, kar je vlagano v mene, da je pač ta odločitev nekako bila. Se mi zdi, da je ob vsaki odločitvi za to, da podaljšam še za 3 leta, je težje, ker se dejansko vedno najbolj zavedaš odgovornosti, ki jo imaš. Je pa fajn, da se jo čist prvič, ko to greš, ne zavedaš, ker če ne, marsičesa sploh ne bi sprejel. Potem pa s tem rasteš, pa tudi stvari postajajo lažje, ker se ti že malo več naučiš, malo več že veš, kdaj kako reagirati. Tako predvsem to. Katere lastnosti pa so pomembne za vodjo take velike organizacije, kot je recimo vaša skavtska organizacija? Lastnosti, kaj mislite? Predvsem bi rekla tako 2. Ena je odločnost, druga je pa zahtevnost. S tem, da pri taki organizaciji, spravi pri skavtih, je zahtevnost na 2 ravneh. Ena je zahtevnost do prostovoljcev, ki če tudi so prostovoljci, so se za določeno nalogo odločili in s tem sprejeli odgovornost, ki je prav, da jo speljajo, če ne je bolj, da grejo. In s tem ni nič narobe, tudi če greš, če vidiš, da ne zmoreš. Po drugi strani pa odgovornost do zaposlenih, s katerimi si na nek način prijatelj, ampak tudi njihov šef. In oni pa niso prostovoljci in napake morajo biti opažene in tudi povedane. Se pravi, pri prostovoljcih določene napake lahko dovoliš, pri zaposlenih pa, ja, sej enkrat lahko, če se pa določene napake ponavljajo, pa tega ne sme biti. Katere veščine pa mislite, po vašem mnenju, da pomagajo, katere veščine pomaga razviti udejstvovanje v skavtskem društvu? Mladi? Vse. Vse, se vzgajamo celostno. Ampak kar bi najbolj izpostavila, je kritično pa kreativno razmišljanje. Mislim, da tega se drugje v manjši meri ali pa sploh ne naučiš. Ker, recimo, če pogledamo znotraj katoliškega kroga, cerkev želi
ljudi, ki stopijo naprej, ampak v določenih situacijah pa pol tem ljudem več ne zaupa, pa želi, da bi bile ovce. Ne? In podobno še kakšna druga organizacija. Ne? Se pravi, če ljudi naučiš kritično razmišljati in jih vzgajaš tudi z nekimi vrednotami, za neke vrednote, in moš potem tudi zaupati, da si jih tako dobro vzgojil, da bodo vedeli, kaj je prav narediti v določeni situaciji. Pa ali je to, ne vem, odločitev za poklic ali pa odločitev, kako bom volil na, ne vem, referendum. V bistvu lahko trdite, da je prav kritično razmišljanje tudi vam pomagalo na vaši kasnejši poklicni poti. Ja. Na kratko. Ja, mislim, prej ste omenili, da sem profesorca. Ne? Ja, po izobrazbi sem profesorca. Dokončala sem študij, zato ker sem se za to odločila. Če sem neko pot začela, jo bom tudi končala in ne bom vrgla svojih let študija v nič, ker mi bo enkrat prišla verjetno prav. Delam pa ne na področju študija. Zaposlena sem kot Montessori pedagoginja, ker me je tudi stavtska pot in vse to, kar sem tu spoznala, vodilo v to, da je to tisto, kar je ne samo služba, ampak tudi poslanstvo. Najlepša hvala. Marko Zajc, tudi vi ste na nek način povezani z mladimi, saj ste kar nekaj časa vodili kulturno organizacijo Lokal Patriot v Novem mestu in prav v tej organizaciji se je zvrstilo kar nekaj mladih, tako glasbenikov kot umetnikov. V zadnjih časih oziroma v zadnjih letih pa ste se usmerili predvsem v gospodarstvo. V čem vi vidite razliko med vodenjem neke kulturne organizacije in pa vodenjem nekega podjetja, kot ga imate sedaj? Dobro večer še z moje strani. Kot ekonomist sem mogoče malo obremenjen s to ekonomsko doktrino in bi trdil, da je pač vodenje kakršnekoli organizacije enako. Samo cilji so ponekod specifično drugačni. Se pravi, lahko govorimo o dobrem menedžiranju bolnice, šole, zavoda, podjetja ali pa tehniške družbe. Tako da bistvenih razlik ne vidim. Je pa res, so cilji pa zelo specifični. Se pravi, v zavodu, katerega sem vodil 8 let, je bilo, pač sem bil nepridobitni zavod, je bil, se pravi, da smo razliko med prihodki in odhodki vlagali nazaj v dejavnosti in dobiček ni bila osnovni cilj, ampak je bila realizacija nekaterih projektov, rast, predvsem pridobitev šebne kadra, kompetenc za pripravo določenih vsebin, produkcij, potem prostorska širitev in tako naprej. To so super specifični cilji, ki za neko podjetje ne bi aktualni, recimo. Gospod Milan Matos, ljudje vas bolje poznajo kot nekdanjega direktorja Mladinske knjige in sicer prejemnika priznanja Združenja Menedžer za življenjsko delo na področju menedžmenta. Veliko ste se ukvarjali z založništvom, sicer pa ste po izobrazbi tudi vi ekonomist. Koliko se vam zdi, torej v kolikšni meri se vam zdi, da pomaga formalno izobraževanje menedžerjev na njegovem poti? Ja, lep pozdrav, hvala za vprašanje. Namreč menedžerje po vsakem človeku pomagajo vse vrste izobraževanja, ne bo formalno ali neformalno, ali se samo izobražuje. Mislim, da vsaka stvar lahko pomaga k razumevanju okolja, ljudi, sveta, izzivov. Jaz pravim takole, jaz sem tudi ekonomist in vidite, jaz sem ekonomijo študiral že 50 let nazaj, pa me še vedno opredeljuje. Ampak na faksu sem bil 4-5 let, ampak potem sem delal mnogo drugih stvari. In to, mi imamo preveč to navado, da rečemo, če si bil enkrat to, si bil zmeri to. Ampak koliko faksov si potem končal vsaka 4 leta naprej? Mi se razvijamo, kar faksi, da lahko sam kaj. Ključna zadeva je, da se znaš učiti sam, da znaš povezovati, da znaš razmišljati, da znaš priti do verov in da se znaš vključevati v okolje. To je bistveno. Vse tisti fakti, ki so bili, kot je gospod Kokal rekel, faktografija je vse pozabljena. Ampak ti se moraš sposobnost dobiti, da se znaš učiti
prilagajati, sodelovati in tako naprej. To so ključne stvari. Seveda, faks pa moraš končati zato, da že te veščine učenja dobiš. Čeprav, jaz bi rekel, saj mene faks ni opredeljeval ključno. Delovno pa gotovo. Glede na to, da sta tako vi gospod Zajec in vi gospod Matos, oba ekonomista, pa da sta študirala v različnih obdobjih, lahko rečemo, koliko se vam zdi, da tudi študij ekonomije sledi nekim spremembam v svetu oziroma je dovolj praktično naravnan? Se vam zdi, da ta študij sledi nekemu določenemu razvoju? Se vam zdi, da je preveč okostenil? Kaj bi vidva rekla, glede na to, kako vidite sebe v tistem času? Ali zdaj ostane? Zaradi moje lenove sem jaz v 2 obdobjih študiral. Se pravi, najprej redno in potem še po diplomski študij, vmes je preteklo 15 let, recimo. In je bila razlika občutna, premik na bolje. In sem užival po diplomskem študiju, preprosto ne iščoč toliko praktičnih oprimkov, ampak bolj v tem, da sem se zopet poglabil v neke teme, ki so mi odpirale vedno nove zamisli. Se pravi, študij, lani sem ga končal, kot večina kolegov po diplomskega študija, je študij predvsej bolj interaktiven, zelo kvalitetno se mi zdi, zelo tudi internacionalen, se pravi, veri so še bolj globalni. Užitek, ampak se pravim, jaz tukaj, ne vem, kaj bo kolega rekel, ko rečem kolega, to je spoštovan gospod. Študij je v bistvu ena dodatna telovadba za misli, ideje, možgane, intelekt kot takšen. In sam po sebi ne prinaša nobene dodane vrednosti, ampak šele to, kar pa na nek način požene ta tok, iz tega toka pa pride marsikaj lepega ven. Imate še vi mogoče kakšno pripombo, dodatek? No, ne se zdi po svoje takrat, da sem študiral v 60-ih letih. In seveda takrat je bil študij dosti doktrinaren, nekatere stvari so že bili malo pragmatične. Takrat smo prvič dobili recimo zahodno literaturo, samo Wilsona in tako naprej. To se odpira že, ampak odpira se tudi skozi ekonomijo eno logiko življenja, enega logika sveta, ena logika tega saldiranja, kaj vložiš, kaj dobiš in kakšni so procesi, postopki in tako naprej. Je dati neke osnove, čeprav potem, ko je končaš faks, si going boss, ali po občutku, ko prideš v podjetje, so zgodbe druge, ampak vendar jih potem lažje razumeš, lažje se vključiš. No. Prepad je velik, ampak neke kontakte, skupne stvari potem lepo iščeš. Ti da. Hvala lepa za mnenje. Gospod Klemen Matka, vas javnost pozna predvsem kot uspešnega podjetnika, ki se ukvarja s trajnostnim razvojem na področju kmetijstva. Vaša kmetija pa meri kar 145 hektarov, sem si prav zapomnila. Ali se je obe že kaj razširila? Dobro večer. Čudne nazive mi dajete, da ste nekaj strah. Ja, naša kmetija pravzaprav obsega velik prostor, samo je pravzaprav zelo velik del te površine gora, nerodovitni svet. Drugač se pač kmetije res ukvarjamo pravzaprav z trajnim gospodarjenjem, ki je tak modern izraz, pravzaprav edini. Vsi drugi si pripisujejo tiste trajnostne gospodarjenje, od gozdarjev naprej biskopnikov. Ja, ker smo res neposredno v naravi in s tem gospodarimo in pravzaprav lahko vidite doist kmetij, ki imajo 100-letna, 500-letna, 600-letna tradicija, ki pravzaprav za mala firma lahko rečemo domstovanje. In res, en kmet mora trajnostno gospodariti,
če količki ima rad svoje otroke in jim želi dobro za naprej, se ne sme preforsirati iz svojih zmožnosti, ki jih ima na razpolago. Ni pa delo, vaše delo, samo fizično delo, ampak tudi delo menedžerja, bi lahko rekli. Kaj vse to delo obsega na tako površino? In mi menedžer res sploh ne moramo ponotraniti. Ko me je Matej povabil, se mi zdi, da sploh nisem za to debato. Tako se mi zdi, da se slovenščina zgublja. Tudi na kulturnem področju. Zdaj smo imeli en koncert, pride en voditelj vodaje. On je imel kar enih angliških izrazov, tako da jaz sploh nisem vedel, kam se dalo. Pa seveda imamo pravka z vodenja, z gospodarjenja. Jaz imam nekak rajši ne gospodarja, pa seveda zelo široka paleta enih impulzov je, bi jih moral en kmet obvladati. Je pa tudi to, da nas je več na kmetiji. Ni samo od enega odvisna, kak je seveda gospodarjena oseba, ki je neobhodno potrebna in pravzaprav je kmetija tudi zelo ranljiva, če se mu kaj zgodi. Ampak vseeno je pa vključenih še več ljudi, žena, otroci, stari starši, mi imamo enega zaposlenega, pa še koga najamemo kdaj. Tako da pa se te naloge malo porazdeli, pa vsak svoj segment poskuša prileti. V enem izmed svojih zapisov ste zapisali takole. Študirani ljudje vprašajo te še kaj, poslušajo te pa ne. To enega citiral, gospoda Stevariveč. Ni bila vaša misel. Ne, to je bil naš sosed in vaški posebnež pravzaprav. Ampak to pravzaprav kar je na resnica, če se danes zamislimo, koliko se poslušamo med seboj, pa zelo dosti izobraženi ljudi, skoraj bi rekel, da so vse na nek način izobraženi, da bi v družbe pravzaprav dosti več pričakoval, kot pa stanje, kjer smo, ne vem, zakaj je to. Zakaj to ljudi, jaz ne vem, bere, naprimer, slovenske novice, pa voditelj, ki govorita. V tem zapisu ste zapisali tudi, da pozabljajo ljudje na eno stvar, ki pa se ne moremo naučiti v različnih šolah, in sicer je to spoštovanje. Česa pa se še ne moremo naučiti v šolah? Kaj vi mislite? Če kaj pomislim, je že 20 let, kar sem v šolo hodil, danes sem jih našel šta do Tromostovja in se je zelo spremenila Ljubljana, pa ljudje tudi, se mi zdi, da se je spremenila. Ampak zdi se mi, da je šola, da pravzaprav otroke, pa dijake, pa za študente, že nam rekel, sili k temu, da jim je šola edini cilj. Meni se zdi, da ni šola tisti cilj, da ti delo je cilj, da ti imaš še enkrat začeti. In otroci se preveč bombardirajo s podatki, z nalogami. Jaz se še sam sebe spomnim, z brata smo morali nekaj v Žaru, vsaj za 2 uri, ko smo prišli domov. V Žaru do deske, zložkih stran v Žaru, in potem bo pa cel za nalogo in smo še imeli zmeri cel, da smo tiste nalogo naredila in s tem, ker smo bila udeležena pa dela, ali v Žagli, ali v gozdovi, ko smo delali nekaj mladje, ali na travniku, posod smo pa v stiku z delom. In meni se to zdi bistveno. Rečemo, če poslušam ljudi, razmišljajo, ja, kaj bi moji otroci začeli početi? Premalo se v stiku z delom. In ne morajo vedeti. Seveda tudi ne samo z domačim, zelo fajn je, da gre tudi kdaj na obisk tvojim dobrim prijateljem. Če tudi svojih izkušenj pravzaprav. Tam se tudi, ki svojih staršov v eni dobi nočeš poslušati, pa se ti zdi, da tako vse narobe gleda. Matera bi pa poslušal, to je za otroke. To se mi zdi zelo dragocene tudi. Pa šole, ne vem, mogoče dela krivica, ampak zdi se mi, da se v Sloveniji šolnikom zdi, da imamo najboljše šole na svetu.
Meni se pa zdi, da bi mogli svoje otroke dejati tudi ven učiti. Posebno, če gledam kmetijsko stroko, avstrijske šole, bi bilo nujno se pravi sodelovati z sosedstvom. Ker te dežele avstrijske imajo dolgoletne tradicije, če se svojih starih staršev spomnim, pa niso doživeli Avstro-Ogrske, so z nostalgijo govorili o redu, ki je takrat bil, pa za kmetijstvo so bili dobri časi takrat. Čeprav je bila Avstro-Ogrska skozi zadolžena pa vojna. Pol so se pa na kmetijstvu začeli eksperimenti. Začel se je balkanizem, takoj z SHS. Pravzaprav je takrat ogromno kmetij propadlo, ker ni bilo pravzaprav nobene pravnega reda, ker so les določene cole, jaz ne vem zdaj do kjere, sploh niso šteli, če si ga po vodi do nek sprav ali pa še prej po tistih grčah in vlakah. Pol je bo spet preobrat, spet vse pokolektivizirano, pa tiste zadruge in to smo tist odnos pravzaprav ljudje izgubili, tiste spoštovanje, tiste trgovanje, ki med normalnimi ljudmi teče. Sej ima zdaj sploh ne moramo. Mi se trudimo, rečemo, na področju včereje 20 let, da bi vzpostavili aukcijski sistem, sejmski sistem prodaje živali. Sploh ne zaživi. Ker se je takrat, ker se je to tako dolgo prekinilo. In spet, a ne pa v naši soseščini živi. In bo to, jaz ne vem, to je tako pohabljeni ti odnosi, da bo to, jaz mislim, trajala še kar. Če tam bi s tem začeli pohabljati. Hvala tudi za vaše mnenje. Mogoče vprašanje za vse. Katere lastnosti oziroma katere veščine lahko nekako pridobimo ali z izobrazbo ali na kakršenkoli drug način in katere lastnosti oziroma veščine že morajo biti mogoče del nas, da smo lahko dobri menedžeri ali kot podjetniki ali pa v smislu menedžeri svojega življenja, da znamo dobro upravljati, da ne bomo uporabljena imena menedžirati, a ne, tujke. Kaj so po vašem mnenju tiste lastnosti, ki že morajo biti del nas? Katere? Jaz bi dal prednost menedžere. Jaz bi rad slišal. Mi smo menedžeri. Mi smo najbolj menedžeri svojega življenja, v svojih družinah, v svojem okolju. Da se izgledati. No, če sem že pri besedi. Mislim, to je zelo težko. Če bi to vedeli našteti vse nekako naprej. Vsak človek je nekaj posebnega. Jaz se spomnim, jaz sem zaposlil veliko ljudi, no se bila kar velika skupina, 14 številskih podjetij smo imeli in seveda toliko sektorskih direktorjev. In je bila velika, najtežja naloga, pa najbolj odgovornejša naloga, da biti pravi ljudi. Ampak eno stvar sem se zavedel zelo zgodaj. Najprej moramo iskati človeka. Ali je človek, ali je formiran, ali je odgovoren, ali je resnicoljuben, ali je pošten, ali zna sodelovati, ali je timski, ali zna poslušati, se zna učiti, zna povedati, je kritičen in tako naprej. To se pravi, najbolj je formiran človek. Potem je pa še strokovnjak. Jaz sem se bal strokovnjakov, ki niso bili ljudje. Ti ti naredijo največjo škodo. Ker so najbolj sposobni in najbolj pregnani, nima omejitev. To se pravi, če je človek, pa tudi če ni strokovnjak, ti ne velike škode ne bo naredil, morda tudi koristi. Ampak je pa krasno, če oboje. In to je preko tista izbira. In še to smo rekli, tle je veliko mladih, preko moja osebna izkušnja ali pa izkušnja tudi kasneje, se vsem s tem strinjam, ste pregovorili, kako je kakšen šolski sistem, kako smo pravzaprav živimo nekje v vati, odtujeno od resničnega sveta, kako se zanašamo ogromno na državo, da je država dala, pomagala in tako naprej in malo zaupamo sebi. Ampak za mlade je pomembno, da grejo od doma. Torej, da grejo v tujino. Jaz se spomnim sebe, jaz sem šel vsako leto, že po gimnaziji, ven. Vsako leto. To prvo leto sem šel delati v Bohinj, v hotel. Pa smo imeli doma kmetijo, ampak sem rekel, ne, jaz moram iti drugam. Po drugo leto sem šel štopati v Anglijo, pa delati tam. Po 3 leta sem šel sem vodil tle, pa sem angliščino znal. Celo poletje sem za turizmu delal z Angleži. Potem sem šel v Ameriko naslednje leto, 68 leta na Češko, je bila tista revolucija tam in ruska invazija.
Potem naslednje leto si šel v Švico in to te, pa še med študijem si šel, ja, pa še druge stvari, no. Ampak to te formira, da pogledaš drugače na svet. Nisi več ovca. Da te vsi ženijo in ti nekaj prepodujejo in ti slepo verjameš in se čutiš nesposobnega. Ampak moraš preživeti tam tudi neke krize. Da moraš, ko greš topat, ne veš, kje bo spal. In sem rekel, kakšna blaženost je to, da človek zvečer ve, kam šel spati. Do takrat se nisem zavedel, takrat sem rekel, ne vem, kje bo spal, pod kjero šupo za kozovcem v parku ali kje. Torej, skovati se in tako naprej. Drugič, sam še svojega še povem, mene so pod en let sem bil v eni službi kot pripravnik, 1 leto sem bil pa v mladinski in po 2 letih je bila firma v krizi in kriza je priložnost. Poglejte, če so firme v krizi, imate priložnost za napredovanje. Boljš kot je pa, da je ustavljena, da je stabilna. Mladi, da je prišli. Pri 27 letih sem prevzel soprodajo hiše. Moji sodelavci, ki sem jih vodil, so bili starejši 20-25 let, jaz bi lahko njihov sin. Ampak, sodelovati je treba, poslušati jih je treba, sprejeti jih je treba, motivirati jih je treba, pohvaliti jih je treba, če je, in seveda tudi odkrito. Pa še ena stvar, ki sem bil gotovo, recimo pri mojih podrejenih, velikokrat pa verjetno tudi pri sebi, ne, tudi, ki je bilo že rečeno, ljudje se bojijo, ste rekli, kritizirati, ampak mi smo prijatelji in med prijatelji moramo biti prijazni, tudi če ni vse prav, tudi v službi. Ni res, služba je služba, to je prvi cilj. Mi smo pa lahko prijatelji pol, pa gremo na pier po 3. uri. In videl sem, in to še danes vidim podjetje, kakor imam stik. Recimo, da vodje, zlasti srednji management, je raj prijatelj s svojimi ljudmi, se raj obnašajo kot sindikalni zaupani, kot pa vodje. In srednji management je najbolj, jaz bi rekel, seveda stisnen pod svojimi prijatelji, pa sodelavci, ki so tam, pa pod vodstvom, ki pritiska. Ampak oni bi rad imeli status vodje, pa bonitete vodje, ne bi pa izvršili svojih nalog vodje, da se sooči pa reče, Janez, nisi naredil dobro, a veš kaj, jaz se bom sankcioniral, če še enkrat narediš. Ne, tiho, imamo prijatelji, mi se dobro razumemo, ampak podjetje ni tam zato, da se dobro razumemo, podjetje je tam zato, da ima rezultat, ampak je pa zelo prav, da se dobro razumemo, ampak brez rezultata se ne bomo dolgo razumeli, ker bo šel vse. Navzor, ne, in tako naprej. No, ampak sem že malo predolg. Kaj pa ostali mislite? Kaj je že del nas, kaj pa lahko razvijemo, da smo uspešni? Jaz sem užival, ko sem poslušal kolega. Jaz sem probal malo sintezo narediti vseh teh misli, ki so se mi rojile po glavi in probati odgovoriti na to težko vprašanje. Vprašanje za milijon evrov, kako ste mi reči. Katere lastnosti bi moral imeti dober menedžer in katere so pridobljive in katere so dane? Jaz mislim, da vsaj 2 plati sta zelo položene pate, če ne celo 3. Prva je neka značajska lastnost, kar se vidi pri različnih otrocih doma iz istega mesta. Nekateri raje stopijo v spredje, nekateri manj. In to je tudi en kapital za to, da se potem, da si najdemo ljudje prave pozicije, v katerih uživamo in dajemo največ lahko sebi, družbi in tako naprej. Ne samo kot vodje, lahko tudi kot odlični členi katerekoli druge, torej katerikoli znamo. Se pravi, neka genetika, ki je v tebi položena skozi neko značajsko obliko. Izjemno druga plat, na katero ne možeš kaj dosti vplivati, je vzgoja. Se pravi, jaz mislim, da vzgoja bi morala biti v principu polna tudi nekih frustracij, ampak takih, ki te na nek način spodbujajo naprej. Se pravi, da je bilo treba opravljati neke naloge, neke odgovornosti, delati in v tem
raste tudi potem običajno v frustracijah, govorimo o pozitivnih frustracijah, ko je treba delati, pa ni časa niti za šolo, niti za prijatelje, pa si bi želeli kaj drugega takrat. Frustracije se mi zdi, da dajo izjemno kreativnost in voljo do nekih stvari, kateri bi pa ti rad počel, pa jih ne moreš. In to je vzgoja, se pravi, ki mora obleči posameznika v nek ritem, frustracije in v neke vrednote. Tretja stvar je, ki pa že malo vplivaš na njo, ampak še zmeraj zelo izhaja iz okolja, tistega mikrookolja, je neka socialne veščine, ki jih pa že lahko pridobivaš, tudi skozi svoje socialno življenje, se pravi, kot član pevskega zbora, scout, ne vem, del neke skupine pasteljev ali pa si pomagal stricu v delavnici ali kakorkoli, se pravi, se neko že z neko socialno mrežo se je že pletla in v to si bil lahko povabljen. Se pravi, lahko te kolega povabil, lahko te stric rekel, lahko te oče povabil nekam, da si šel z njim na sejem ali kaj takega. In so se začeli plesti neke stvari. In se začne zdaj stvar zelo kompleksna, da začne ratvati in zato je tako težko odgovoriti. Potem pa v vsem tem, kar ti je bilo recimo to troje dano, potem pomislil, da si se kar vse sam odločil, ker vse pa te pravi. Se pravi, imel si nek kapital iz teh 3 verov, recimo, potem si se pa odločil za študije, ekonomije ali pa to, da si šel v London, pa Štokholm. Pa sem kar mislil, da si ti sam tak frajer, da si kar imel to pobudo, pa tvoji sošolci ne, pa sošolke, pa ti si se pa lotil posla, si pa, ne vem, zasedil en nasad nečesa in tako naprej in si mogoče pozabil, iz česa to izhaja. In zdaj, kako ćemo odgovoriti na to vprašanje, kako bi bili mladi čim bolj uspešno v ravnanju z dobrinami okrog sebe, tudi pa dodal sem nekaj, bom v bistvu zdaj nekaj odgovarjati na to vprašanje, katerega ne znam odgovarjati. In bi sem kot ekonomist še nekaj poudaril. Ekonomija je v doktrini ravnanja z omejenimi dobrinami, z omejenimi resursi. In te so večno omejeni, se pravi, to je izhodišče ekonomije. Nikoli jih ni dovolj, tudi če je skupina zelo majhna, ki išče take resurse, jih ni dovolj za vse. In ravnanje z resursi, pravzaprav je z omejenimi resursi, izhaja pravzaprav iz frustracije. Se pravi, da ti si večno bil pomaknil nečesa. In če te frustracije ni bilo dovolj v tvojem otroštvu, nisi mogel menedžirati nekega pomankanja. Ali časa za prijatelje, ker bilo treba delati, ali zato, da nisi mogel fuzbol igrati, ker je bilo spet treba se učiti takrat, ali pa nekaj drugega spet početi. In težko je menedžirati s polno ritev vsega nekaj, ker nimaš te temeljne izkušnje nekega krepenenja po način. Hvala lepa. Bi vi mogoče še kaj dodali? Ostali? Glede lastnosti, glede veščin? Klemen, bi vi mogoče še kaj? Da je tako fajn govorila, kaj za dodati. Res je tako, da to obilje jemlje volje, da bi še kaj naredil, če človek ima vsega. In se mi zdi, da je tisti občutek, da ti malo gre za nohte, dejmo slov, mogo naredimo to pa to, da bomo nekako sfurali, da zelo poveže otroke in po vidijo, da tudi njihovo doprinos nekaj pomembna. To sigurno daje tisti polet, ko rezultati dela, da se pokaže in tisto veselje ob temo, to je ena taka slast vsega tega pola. Gospod Zajc, nekoč ste dejali, da sta pojma podjetnik in menedžer med seboj precej različna. In ste dodali, da nas marsikatera institucije učijo, kako postanemo menedžer, ampak
da dajejo zelo malo poudarka temu, kaj pomeni biti podjetnik. Kako vi ločite ta dva pojma? Kaj pomeni biti menedžer in kaj pomeni biti podjetnik? Ne bi izpadlo konštveno, ampak to gre za korporativno upravljanje v ekonomiji. To je pravzaprav ena znana paradigma, imenuje se principal-agent paradigma. In principal je lastnik kapitala, recimo, in menedžer, agent, menedžer je upravljalec tega kapitala za principala. In ona ima skozi v bistvu en konflikt. In zaradi tega je, se pravi, če to prevedemo čim bolj pogovorni jezik, principal je podjetnik, menedžer je pa najeta delovna sila, ki temu podjetniku ali pa lastniku, lahko tudi delniška družba, pomaga menedžerati. In to je predvsem bilo v tem smislu, recimo, ti srednji management, ki ste vi omenili, ali pa večje korporacije. Se pravi, ta paradigma nastopi pri korporacijah. V podjetju vsi delamo vse, se pravi, smo lastniki kmetije, podjetja in tako naprej, še menedžeramo z tem premoženjem. Ampak se potem lahko že recimo, če imamo kakšnega zaposlenega, ki ne vem, v našem primeru vodja kleti, je lahko že recimo on na nek način nek menedžer, ki je seveda ima v naravi različne interese od mojih. In to je treba razumeti. Ko je Matej me povabil, se pravi, kako vzgojiti dobrega menedžera, se meni tako zastrigla ušesa, meni je pa pomenilo, kako vzgojiti dobrega podjetnika. Ne? Ker menedžer je v tem smislu torej neka, pa dajmo rajti v slovenske izraze, že profesor Rudi Rozman je se boril z terminom, da bi uveljavil ga ravnatelj, ne, da ne bi menedžer, ampak ravnatelj. Gospodar je tudi dobra ideja. Se pravi, menedžeri so ravnatelji, ki pa so te veščine specifične in jih je treba mogoče ločati od tiste podjetniške pobude. Menedžer recimo ne nujno sledi strateškim ciljem podjetja. Recimo v naravi principala ali lastnika ali podjetnika bi bil recimo dobiček, dividenda, medtem ko menedžer hoče imeti stabilno svojo funkcijo, hoče imeti, mu ni tako pomembna recimo dobiček, ne bolj pomembna rast, ker rast ga ohranja najbolj recimo na njegovi poziciji, mu daje največjo moč, če strinjam. Rast je pa lahko za podjetnika, lastnika preveč tvegana. In tukaj je, to je samo en tak manjši primer in to je lahko ogromno konfliktnih situacij. Jaz bi v tej debati z mladimi, recimo, bi jim to ločnico dal vmes, ja. Pa mogoče kar po domače bi jim rekel, dajte si v bistvu, vsi se moramo truditi, da ne iščemo delo, ampak si ga naredimo. Tudi pa že malo diši po podjetništvu, po iskanju malih rešitev, pa da recimo, če pridemo na tako kmetijo, recimo ali pa na neko, ali pa v vinsko klet, ali pa v mladinsko knjigo, da pridemo že z predlogom v neki dodani vrednosti, ki bi jo mi radi prinesli. Ne? Jaz bi pa rad, ne vem, prodajal, jaz bi pa rad vodil, ne vem, turistično dejavnost na kmetiji, če mi date priložnost, pa bom probal vzdržati, ne vem, ali pa ne. Ali pa konc koncev, da nam sem prodajal, pa to, kar je tako, ta funkcija se mi zdi, to pa je že precej povezano pa z izobraževalnim sistemom, da se ta funkcija prodaje mogoče preveč poudarja in se tudi mladi preveč bojijo. Se kar si predstavljajo, ko se terja na vratih in to je njihov klasičen lik prodajalca, nekdo, ki ponuja in fehtarja, da boš kupil njegov izdelek. Mi je prav všeč tiste ideje, ki je bila omenjena prej, da tudi prodajamo svoje ime in da je prodaja v bistvu en najbolj, uporabljal ta izraz, najbolj seksi element podjetništva, ker gre dejansko za tisti stik odnosa, ko gre za menjavo. Storitev, dobrina, denar, vse nekako v nekem ravnovesju in to izmenjavanje med seboj je v bistvu nekaj najlepšega v podjetništvu, v ekonomiji, v gospodarstvu. Takrat je res vesele, ko prodate to, kar ste ustvarjali, ni res. In obratno, tisto nekdo kupi nekaj res, to veliko pomeni, če ga to zaseduje in z veseljem to plača.
Hvala lepa. Gospod Matos, tudi vi ločite dva pojma, ki sta sicer malo drugačna kot podjetnik in menedžer. V enem izmed intervjujev ste dejali takole: vsak lider mora biti najprej menedžer, potem je še lahko lider. No. Kako vi ločite menedžerja in liderja? Oziroma, kdaj postane menedžer lider? Jaz bi liderju rekel, da je voditelj, ne vodja. Voditelj, ne. Saj imamo vsaj to po slovensko. Ne, še že menedžerje uporabljamo tako na široko. Mislim, da je voditelj ena višja stopnja kot menedžer. Voditelj je tisti, ki ne samo kontrolira ljudi, ker ponavadi menedžer kontrolira. Je tisti, Angleži rečejo menedžer je vsak, tam trgovincev vod pa menedžer trgovine, ne. Mi imamo malo drugačno ga razumemo, ampak voditelj je pa ključno tisti, ki daje ideje in vodi ljudi. In grejo ljudje za njem. A ne? To je druga stopnja. Mislim, en nosilc tega motivacije, a ne samo nadzora, ampak motivacije, kar je glavna. Ko sem pravil še eno stvar, so se spomnil glede služb, pa to ste rekli, moj brat pravi, delajo dost, sam služb je malo. Ampak zato je treba pa službe ustvariti sami sebi. Pa še eno stvar, ker rečemo za mlade, mislim, govorimo tole, ampak mladim, navdušujte se, poskušajte in tako naprej. Te sem par citatov, od enega sem jih prej izbral ven, pa ga pa tudi pred leti sem ga rad bral z veseljem, pa še zdaj, John Maxwell, mogoče ga poznate. Napisal je preko 70 knjig o voditeljstvu. In dajte se brati, če hočete biti dobri voditelji in tudi menedžerji, kakšne njegove stvari. Jaz sem sam par citatov dal. On pa razlikuje dve sorte ljudi. Reče, eni so position happy, eni so pa job happy. To se pravi, eni imajo rad položaje, status in drugega ne, take sposreča v podjetju, seveda, vsakem. In drugi so pa job happy, to se pravi tisti, ki bi radi delali, ustvarjali, tisti so te pravi, tisti dajo, ne samo, da so poze, manekeni, ampak da so ustvarjalci. In on je ilustriral ta prikaz z nekom, ne. Gotovo se ljudje, ki so ponosni na svojo titulo, na položaj. In on ima en primer popiše, ki je bil za ljudske vojne 15 let nazaj. Dva vojaka gresta v eno barako, ki je noter en oficirjev. Potrkate na vrata, noter je major, potrkate na vrata, on pa noter začne govoriti na telefon. Da, general, da, gospod general, nič za to, to je samo po sebi umevno in tako naprej, to se razume, seveda, gospod general. Potem odloži slušalko, pa prav, da prita noter naprej. Pa prav vojakama, kaj pa želita? Ja, prav ta, prišla sem montirati telefon. Ne, zdaj ne bi bilo, gremo mobilce, ne bi treba več montaže. To se pravi, igramo vloge in naredimo škoda in seveda menedžer mora biti resničen, če to prav, ali pa vodja mora biti resničen. To se pravi, zasledovati dejstva, fakte, ne pa igrati. Ampak če dovolite, bi sam, ker sem že pri besedi, sem se par misli izpisal, sam pa jih je pa 70 knjig misli njegovih. Priporočam, če hočeš biti. Za mlade velja, pa za stare. Včasih zmagaš, včasih se naučiš. Tudi poraz je vrednost. In Američani reče, ne šula, če padeš. Pri nas je to grozno, propadel je za vekomaj, zbrisan. Američani pa reče, 3-krat je propadel, fajn, veliko se je naučil, mogoče pa zdaj, rata kaj iz njega. In prav, voditelji pokažejo pot, vizijo in vse odvisno od tega, ne od njih. In kot ste rekli, ki vaš Sokrajan rekel, ljudje slišijo besede, a gredo za zgledom. Besede so premali, če niso zgledi, pravi, tudi pri starših, kjerkoli. Spodbuda pomaga doseči sodelavcem svoje sposobnosti. Jih motivira, da sebe razvijajo, spodbude so ključne za voditelja. Voditelj prav mora biti med ljudmi in obenem dovolj daleč naprej, da jih motivirajo. Imamo voditelje, a veste, sam izkušnje in vidim in tako naprej.
voditelji, kjer ljudje sami z veseljem hodijo za njimi, ali pa voditelji, ki so za ljudmi in jih z bičem priganjajo poraz. Ne more biti. To ni voditelj. To je valpet. Prav, spodbude so najboljše orodje voditelja. In voditelj zaupa ljudem, oni pa zaupajo njemu in sebi, ker so v varnem, zanesljivem okolju. Voditelj ni position happy, da bo maneken, ampak bo resničen. In vodja mora najprej voditi sebe in prva oseba, ki jo spreminja, sem sam. In še eno, da še veliko, na vrh ne pojdi preko ljudi, da se uspenjaš, pa rečemo pa nas preko trupel. Edina pot na vrh je ta, da te tja ponesejo drugi, ponavadi tvoji sodelavci. In to sem jaz skušal okoli sebe, zlasti imejte ljudi, ki so boljši od vas. Samo ti vas dvigajo. In velikokrat vidim, ljudje se znebijo, te menedžeri tega ali tažega ali drugega nivoja, tisti, ki so boljši od njih, ki se čutijo ogrožene. In potem okoli sebe imajo tiste, ki imajo, so manj sposobni. In seveda nivo sposobnosti znanja gre, kompetenc gre dol, ne more zmagati. In tako naprej. Da neham zaenkrat. Pa pejte brati to, boste videli, navdihujoče. Jaz sem si pa zapomnila eno vašo misel iz enega intervjuja, ki sem jo brala še pred današnjim srečanjem. V enem intervjuju ste zapisali oziroma rekli, da ni veliki zgodb brez tveganja. Absolutno. Ali se vam zdi, da vas je prav ta misel nekako popeljala do te poti, ki ste jo opravili do zdaj? In kaj še vas je popeljalo do tega trenutka, kjer ste zdaj? Jaz mislim, da moraš biti rekel, dovolj pogumen. Veste, rečejo, mislim, moraš biti pogumen za spremembe. In rekel to, sprejeti izzive. In druga stvar, ker še tudi Maxwell pravi, nezamenljivi ljudi. Če si nezamenljiv, ne boš nikoli napredoval. A ne, bodi zamenljiv in tako naprej. Bodi pripravljen tvegati. Seveda je vedno tveganje, status biti na mestu in tako naprej nikamor ne gre. Ne bo šel naprej. Seveda moraš biti pa tudi dovolj trmast in tudi trd hrbet, včasih jo dobiš, po glavi izkušnje včasih niso prijetne, ampak če boš igral pošteno, jih bo prepričal. Jaz vem, kako sem imel nasprotovanje. Jaz sem prišel v mladinsko knjigo delati en program Knjižni klubske knjige. To sem bil prvo leto, če sem bil v službi. Vsi so bili proti. Razen glavna direktorica, ki je to pripeljala, pa se je pol odstavili. Čez pol leta nobenega zaveznika ne bilo. Ampak jaz sem trmoglav. Se mi je bilo žal, da sem sploh krasno službo v Komersu pustil. Prvo moja služba je bila. To je bilo mednarodno podjetje, bogato, dela so za Novartisom, pa kemijo, pa tako naprej. Super služba. Ampak jaz sem šel v mladinsko knjigo, so mi pregovorili, hvala Bogu, se mi je bilo žal na začetku strašno. Ko sem šel z urejene firme v kaos. Ampak potem se pa vztrajal in mi ni bilo žal. Torej, sprejmi izzive, vedno je pa tveganje. Jaz sem imel srečo in jaz moram reči, da sem imel milost, toliko projektov smo šli, toliko stvari smo šli in glavno so se vsi išli. Če moram reči, sam to, da sem prevzel podjetje, nas je bilo 400 zaposlenih, sem ga pustil po 17 letih, kot direktor, nas je bilo 1600 dobrih. Več kot 4-krat smo porastali, naredili mednarodno podjetje, na 6 državah smo delali. In je bilo veliko izzivov in veliko, jaz bi rekel, bogato se je obrestovalo. Jaz se kar čudim danes nazaj, pa tudi takrat sem še, rečem, bili so blagoslovljene stvari, dobesedno. Kar izšlo se je.
Ampak pa še ena stvar. Ključna zadeva je bila, so ljudje, sodelavci. To je ključna zadeva. Sam ključna zadeva voditelja pa je, da jih izbira. In najtežja stvar zame, to sem tudi rekel v enem intervjuju, ste rekli, je bilo odpuščati ljudi. Ampak jih moraš. Poglejte, jaz sem rekel tudi našim ljudem, tudi za druge sodelavce. Poglejte, naša košarkarska ekipa je bila danes zmagovita. Ampak kakšna bo naslednje evropsko prvenstvo? Bo bistveno drugačna. Tisti, ki ne podajajo in ne dajo košev, morajo iti ven. Morajo iti na tribune, pa jo tam ne bojo plačali, ampak bojo mogli vstopnice plačati. Ker igramo. In ne more biti to nekdo če ne sodeluje, če ni sposoben, če se ne trudi, če ne doprinaša biti v ekipi. Ne, tako v športu. Če hočemo zmagati, mora biti prava ekipa. En granot je treba. Hvala lepa. Gospod Kokar, kaj pa je po vašem mnenju vas pripeljalo do te poti, kjer ste danes? Kakšne izkušnje imate, mogoče kakšno tako izkušnjo, ki je vam dala vetra v hrbet, ali pa ravno obratno, da ste zaradi tega danes nekaj, kjer ste? Ali pa kakšna vaša lastnost, ki se vam zdi, da je ključnega pomena bila, da ste danes taki, kot ste? Mogoče kakšen vzornik, tako kot je prej govoril tudi gospod Zajc. Kaj da rečem, ja. Strgar je napisal knjigo od vrtnarja do župana, jaz bi pa lahko napisal knjigo od župana do učitelja. Jaz sem pravzaprav veliko stvari že počel. Moram reči, da najdaljše obdobje sem bil v šolstvu. In tisto obdobje, ko nisem bil v šolstvu, sem delno pogrešal do mladi. Ne glede na to, da sem precej strog in zahteven in imam zmeraj slabše živce, mladi ti vseeno dajo neko energijo. Tudi če ti nagajajo, ti dajo energijo, ker pride res do neposredne komunikacije, zdaj si sam z njimi, nikogar nimaš, da bi te stalno nadzoroval, komercijo nekaterih službah včasih morilo. Ko si pač enkrat navajen samostojno delati, je včasih težko imeti prehudo kontrolo vsak trenutek. Sicer pa dobro, jaz imam občutka, da bi zdaj ne vem kaj v življenju dosegel posebnega, ampak sem pa zadovoljen s tem, da sem lahko toliko različnih stvari počel, toliko različnih zornih kotov življenja in družbe spoznal. Mogoče bi lahko rekel, da je zame vzornik, to sem bil po reči, ki seveda mu ne bom nikoli do kolen segel, Janez Evangelist Krek. Jaz sem pač se z njim srečal pred 30 leti slučajno, ker je v Sevcih on bil v mladosti in ko smo pripravljali 30-letnico njegove smrti, sem bil pač nekak motor tega, srečal sem se z nasprotovanjem takratnega režima, ampak smo z ljudsko zvitostjo in modrostjo vse lepo speljali. In takrat sem spoznal človeka, ki je bil strašno talentiran in ki je tudi ves svoj napor vložil to, da je razvijal svoje talente hkrati in tudi hkrati dajal naprej. Tako da se mi zdi, če bi govoril o enem takem liku v naši zgodovini, se mi zdi, da je gotovo on tisti, ki bi me najbolj inspiriral za to, da se človek malo tudi družbeno angažira, ne samo za svoje preživetje. Hvala lepa. Kaj pa gospa Mrak-Merher, kaj vi mislite? Vse sem že prej rekla, dejansko te pelje pot tako naprej. Jaz ne vem, če bi govorila o vzornikih, kakor mi je šlo marsikdaj sploh v kakšni srednji šoli na živce, kaj mi je govoril moj tata, pa kakšna strogost je bila pa v smislu nekaj bo prej rečeno, kakšne so generacije, oziroma tako nas vsi starši vzgajajo, ne? Jaz sem zmeraj, ki sem hvala nekaj dobiti, zvedla, v Ljubljani sta ne isto kot doma. Kupi si sama, zrihtaj si sama. Bila sem na nek način, čisto redomet, ko pomislim nazaj, pa po tistih trenutkih, ki si bil v primerjavi z določenimi sošolci, ti tisti, ki si mogel sam zaslužiti za izpit, za avto, sam zaslužiti za maturantski
izlet sam plačati študij, če si ga moč vmes malo raje bi ruki drugega, kot pa študiral, ne? Kar je čisto logično. Da si plačal sam, ja, dejansko bi lahko rekla, da pač tisti stavki očeta, ki so mi šli toliko na živce včasih, so tisti, ki si jih največkrat pol tudi rečeš in vse začne in vse konča doma. No. To, kar dobivaš, to, kamor te usmerjajo starši, to bolj tudi v bistvu rataš ven, ne. Vse te še okolje zraven oblikuje, vse si v določenih skupinah, vse se spreminjaš, razmišljaš drugače, se še kaj novega naučiš, ampak v onem bistvu je pa tista trdnost, ki si jo dobil takrat, ali pa ne trdnost, tista, ki te postavi na mesto, kjer si. No. In pač taka, kakor je mladina danes, je taka, kakor so jo spokojili naši starši. Taka, kakor bo mladina naprej, pa taka, kar bomo mi naredili z naših otrok. Tako da pač jamrati nad našo mladino, kakšna je za vas, pač to ste naredili. Da bo pa jaz jamrala čez 20 let, kakšna je mladina, ja, v bistvu sem pa jaz naredila. Hvala lepa. Gospod Mat, kaj bi pa vi rekli za sebe? Kaj vas je pripeljalo na to pot, do te točke, kjer ste danes? Vaše lastnosti, vaš karakter, vaše izkušnje, vaša vzgoja, kot je rekla gospa Mrak-Mehar, kaj drugega Gospod je prej prav povedal, da je to taka paleta vseh sort vplivov pa srečanj. Mogoče bi prvo omenil družina, ne družina pa tudi stare starše, prednike. Nekako iz njih kar črpam eno moč iz dogodkov, ko se je gledal skozi, pa sem mogli zaživeti s pepelom pravzaprav. Te vojne, pa vse tako se je dogajalo. In se mi zdi, da če so predniki išli iz hudih situacij, imamo tudi mi, imamo tudi iskati rešitve zmeri na novo. Rečemo od Slovencev, se mi pa zdi, da bi Slovenška, se mi zdi, da bi mogli kar vsak dan brati pa študirati, ker je tako pozarjal na delo, na narod, na jezik, na izobrazbo. Pa tako, pač tudi svetniški lik se mi zdi, da ga lahko imamo za zgled, Domšac manjka tistega viteštva, če bi tako rekel. Rečemo med politiki, da najdeš viteštvo. In mogoče prej, ko ste govorili o vodi, pa bi tisto viteštvo bi potegnilo po sposobnost, da nekomu sledimo. Tiste svetosti viteštva manjka, bi mogli stremeti k temu, kljub temu, da smo grešniki. In Slovenček je tako fajn zimeti. Najlepša hvala. Zakaj se vam pa zdi vsi skupaj, da se mladi odločajo za podjetniško pot? Se vam zdi, da gre tukaj za neko nujno zlo, torej, da ne najdejo neke službe v javnem sektorju in podobno, ali gre za neko osebno odločitev, željo po svobodi? Če se recimo sama spomnim, pred 15 leti, vsaj na naši vasi so bili podjetniki tisti v super avtomobilih z vedno najmodernejšimi oblekami in so veljali za ekstra pogumne ljudi. Ko pa pogledamo zdaj, se mi vsaj meni zdi, iz osebne izkušnje, da smo večinoma podjetniki, učitelji, različni prevajalci, različni lektori, ker druge opcije pač nimamo. Kaj vi mislite? Zakaj se odločajo? Zakaj se ljudje odločajo? Sploh mladi. Tisti, recimo, ki imate mogoče podjetje, gospod Mat, gospod Zajec, gospod Kokar. Kaj mislite? Meni se pri tem zbabljiva zdi svoboda.
kategorija, ki to omogoča, da človek izbira, kam mu je všeč, kam se bo djal, kam bo vlagal svojo energijo, v kakšni meri, koliko časa in to mogoče so priložnosti za podjetništvo. Čeprav se mogoče zdaj izigrava tudi, da je to. Za take svobode se je treba zelo prizadevati, kot nam je še ni v taki meri. Posebno nad kmetijstvom, pa s temi naravnimi viri, politika zelo drži vpliv. Pravzaprav, mogoče zahajamo, ampak če se dotaknemo ene problematike pri kmetovanju ali gozdarstvu, se pravzaprav zmeri pred nami vse okoljevarstvene organizacije, razni zeleni, naravovarstveni bil. So pred nami pri zakonodaji, zelo težko teh dosežemo. Jaz si želim, da bi bila naša stroka upoštevana, tako da naprimer, jaz pričakujem, da kadar je zdravniška tema, da se zdravniki vključi. Kadar je kmečka, se pa ni. Ne, da se vsa politika, pa vse nevladne organizacije, kot v naši družbi, se predno. Kaj je vaše mnenje? Zakaj ste se recimo vi odločili za svojo pot? Že prej nisem znal odgovoriti. Zato, ker je... Veste, če je skupina na en čovn, pa kdo se bo usedel zadnji, da bo krmaril, recimo že v kanuju, ali pa če je to jadrnica, ali pa... Jaz sem... Nekdo mi je nekaj rekel, da sem kontrol fik, se pravi, da imam rad kontrolo nad situacijami. Zakaj je temu tako, ali je zaradi značajskih lastnosti, ali zaradi nekih navad, ki sem videl kot otrok, ker smo bili skozi v neki akciji na delu, stari starši so zgodaj morali staroče, smo bili skozi na kmetih, smo pač pomagali skozi, na očetovi kmetiji. Kaj pa vem, skozi je bila ena želja, v bistvu imeti malo se igrati s temi stvarmi. Tako da podjetništvo mi je bilo kar že v osnovni šoli sem razgovoril, da jaz imel svoj hotel ali pa kaj tazga, ne vem, ko sem videl, da se zelo simpatično, da nekaj ustvarjaš in pa to gledaš, kaj se dogaja. In podjetje spodbudo tudi mlajšim kolegom, lahko rečem, če bo šli v te vode, je izjemna avantura, je v bistvu sanjski posel pravzaprav, če ga iz te perspektive vidiš. In če uživaš v tem, da prevzemaš odgovornosti. Meni je bilo nikoli težko prevzeti odgovornosti. No. In me tudi zmeri motila ena narava, po mojemu sošolcu, da sem odlična prijateljska, vse se dela. On ni nikoli znal reči, recimo, tle si ga povsel, recimo. Ali pa, ja, to sem zabluzil, to bi lahko boš naredil. Mislim, da podjetnik, narava, ki človeka, kater se rad znajde v podjetništvu, je tudi eno opazovanje vsega, kar podjetnik se mi zdi, da dober podjetnik hoče tudi sam napredovati, ne samo njegovo podjetje, ampak ima neko ambicijo do sebe tudi. Rad se izobražuje, rad bere knjige, rad bi nekaj novega se naučil še, rad bi še, ne vem, tako se mi zdi, da rad posega po novem. Gospod Kokar, kako pa vi vidite, glede na to, da peljete mlade po tej poti? Tudi jaz že zato, ker nisem podjetnik, težko govorim, ampak zdaj, tale program na osnovi svojih izkušenj pravi, da podjetnik se ne rodi, ampak se naredi. Ne vem, če je to res, ko pravijo. Jaz mislim, da je veliko, jaz se sprašujem mogoče bolj kot oče, no.
kako vzgojiti, sicer res zdaj že vladno zamudo, moji otroci so že ne mlajši, star 16 let, kako vzgajati otroke, da bi si upali, da bi imeli to inicijativo in si upali svoje sanje uresničiti. Jaz priznam, jaz sem si želel nekaj časa biti podjetnik, ampak to je bilo mogoče tam po 40. letu, ko si nisem upal, po pravici povedal. Ampak ključna motivacija je bila ena svoboda, kot je rekel gospod Mat. Jaz na vseh teh državnih službah, pa tu povsod čuti neko politiko, ki sicer mora biti, ampak včasih je to tako morbidno in strani napačnih ljudi sforsirano, pametni se omikajo potem, da je res problem in imaš res nek tak občutek nesvobode. Pri mladih pa ne vem, kaj sproži. Jaz mislim, da ena izkušnja je ključna. Jaz mislim, da za vsako stvar v življenju je ključna neka izkušnja. Če človek nima priložnosti, da bi nekaj izkusil, to je tudi na duhovnem področju. Če nimaš izkušnje, pač tega področja zate ni. Zato se mi zdi recimo en takle nedolžen programček, ki ni resno podjetništvo, ampak človek dobi svojo izkušnjo in tudi, če rečemo, da je to učenje z delom, se mi zdi to čist drugi pristop. Na podlagi svoje izkušnje ti vidiš, a bi te to sploh zanimalo, te ne bi, oziroma katero smer bi te zanimalo, kaj bi te zanimalo. Šola skozi klasičen način poučevanja pač tega ne da dovolj. Čeprav vem, da pač šola ne mora vsega, tudi včasih od šole pričakujemo preveč. Bi pa to še rekel, da smo pa to podobno kot starši v srednji šoli učitelji ključna figura kot ljudje. Pravijo srednjo šolo, zdaj sem pozabil ta pregovor, ampak srednjo šolo ne hodiš zato, da se nekaj naučiš, ampak da pač da doživiš to obdobje v prisotnosti nekih voditeljev, ki niso tvoji starši. Ker, bom rekel, vsi drugi so bolj kredibilni kot starši v tem obdobju. Zato mislim, da smo res učitelji in da se pa z učitelji, z izobraževanjem, z usposabljanjem učiteljev, bom rekel, tudi z našim napredovanjem in odpiranjem tem novim trendom se pa absolutno premalo dela v Sloveniji. Hvala lepa. Lahko seveda, se sama nimam SP, ampak se mi zdi, da sta dve razlike, recimo pri samostojnih podjetnikih, dve razlike. Eno so tisti podjetniki, ki dejansko želijo ustvariti neka delovna mesta in postaviti neka okolje, ki ga še ni, ko bodo tudi zagotavljali delovna mesta drugim. Ne? Kar bi načeloma naj bi bili sposobni vsi, ki naredijo univerzo, ustvarjati delovna mesta. Se mi zdi, da pa večinski del samostojnih podjetnikov je v bistvu takih, zato, ker je to najlažje, kar ne more več delati prek študentskega dela, da dobijo notor sredstva, da niso zaposleni, pa vseeno, mislim, da so malo nižji strošek za delodajalce. Tako da, po mojem je tu zelo velika razlika tudi, zakaj se odločiš. Ne vem, okrog leta 2020 je bilo strani zavoda ogromno subvencij za SP-je. Večinoma so SP odprli tisti, ki so bili tako na meji, da niso mogli več delati prek študenta, niso dobili zaposlitve. Tisto, kar bi dobili dohodka, ne bi zneslo čisto zato, da bi si pokrili vse prispevke, pa bi jim nekaj ostalo, z ono subvencijo bi se pa to dalo. In so si pač za tisto leto in pol v to upane. Tako da, zakaj greš, to je po mojem zelo odvisno? Jaz ne vem, če si to bolj svoboden. Moj mož je imel SP, ko sem rodila ta prvo hčer, ta drugega sina, 3 tedne ni bilo doma in sem bila sama z dvema. Jaz ne vem, koliko si svoboden, če moraš cel cajt razmišljati, a boš zaslužil dobro, da boš preživel svojo družino. Pač nama je večja svoboda zdaj, da sva znotraj ne državne službe, ampak znotraj normalne firme, ker veva, da delava, ne vem, nek normalen delovnik od 6 do 4, tam nekje vmes, pa da sem popoldneva z otroci, pa da sva zazihar doma, pa da sva vikende fraj. Meni je to večja svoboda. Večja, kakor tista, ki je bila še 1 leto nazaj, ko nisem vedela, a naslednji dan bo delala ali ne bo delala, oziroma bova imela dosti, da bova prišla skozi mesec ali ne.
No, to mislim, zaradi tega sem tudi postavila to vprašanje, da je tudi eden izmed glavnih pomislekov marsikaterega novo diplomiranega študenta in tako dalje. Prav to, da se bojimo, da ne bomo imeli časa zase, da bomo, tako kot je rekla gospa Merker, da bomo delali od petka do svetka, da ne bomo imeli časa zase in za nobene stvari. Kako pa vam uspe usklajevati, glede na to, da ste vsi na precej pomembnih funkcijah oziroma imate kar težko delo, kako vam uspe usklajevati zasebno življenje in pa neko svojo poslovno pot? Na kakšen način? Ni čisto samoumevno, glede na to, da imate vsi tukaj otroke. Kako recimo vam uspe usklajevati? Take otroke pridne narediš, ne? Mislim, pač vse je stvar prioritet, ne? Zdaj, ne vem, za družino bo itak imeti premalo časa, kakorkoli dolžne, tudi če boš skozi doma. Zdaj, a si boljša mama, če si skozi doma, ali če delaš, ali če imaš še nekaj zraven, ali pa starš, pač to. Pač je po mojem odvisno od posameznika. Jaz, če bi bila sem doma, bi bila grozna mama. Zato, ker pač jaz sem bila odmeri tak človek, da rabam ene stvari in da sem zelo bolj produktivna, če nekaj pač še zraven delam. Je pa dejstvo, da pa imaš družino, se moraš ene stvari omejiti. Ne vem, vse da pač. A če si, ne vem, vodja neke organizacije, pa tudi če to pomeni, da pač v najhujših situacijah, če bi kdo, ne vem, umrl, bi pač tebe poklical, a moraš biti nujno 24 ur na dan dosegljiv. Ne vem, jaz sem vmes bila redno zaposlena, pa se vidi tako naredila stvari, kakor se naredijo zdaj. Pač zdaj sem na porodniške malo več delam, prej sem pa mogoče malenkost manj delala, pa več delala po noč, pa malo manj spala. Pač po mojem je stvar tega, prioritet, pa kaj delaš s srcem. Tudi načelnica ne bi bila, če ne bi bila to s srcem. Če mi ne bi bilo to, da lahko neki dan pa hkrati sama tudi rasem. Službo sem pa tudi že prej povedala, pač, mislim, mene sem mi že 5 let mi težijo, da naj odprem svoj vrtec, pa eni bi mi še najraje plačali stavbo, pa ga postavili tam za ravnateljico, pač meni se v tem trenutku tega ne da. Ne, da nisem sposobna, jaz imam menedžerstvo kot prostovoljne zadeve, za katero sem se tako odločila in ne delam s srcem dovolj. Želim si pa imeti pač mirno službo, dokaj mirno, saj ne, da ni stresna, ampak tako, da ne rabim jaz odločati, da se ne rabim jaz ukvarjati s tem, bo 12 otrok v moji skupini, ali ne, pač jaz tam sem. Pol, ko bojo otroci zrasti, bomo šli pa v kakšne take stvari, spet malo bolj za dušo, pa malo bolj izzivalne. Vse bojo sami spremljeni. Kaj bo ostali? Gospod Kogan, kako je vam uspelo vzdrževati? Ja, po zaslugi žene, pa tasta pa tašče, če sem čisto odkrit, ko sem bil bolj v politiki, sem ogromno bil od doma. Ampak moram pa reči, da sem pa določene fiksne točke vedno ohranjal in tako kot je rekla gospa pred mano, treba je delo delegirati, koliko se ga pač da. To je odvisno tudi od stila vodenja. Zdaj ni treba, da si povsod zraven, če pa misliš, da moraš biti pol, pa dejansko se ne da. Ne vem, hodil sem redno na kosila in zvečer sem poskušal ujeti. Če smo otroci šli prespat, sem obvezno šel do otrok in sem pač ta fizični stik sem vzdrževal. Enega sina vem, da sem redno zmasiral zvečer, ko sem prišel domov, pa to mi še danes hvaležno, pa je že star 20 let. Se mi zdi, da pač koliko moraš biti potem res z družino, ko si. Sam zdaj po nazaj gledam, se mi vseeno zdi, da sem malo manjkal. Ampak, ko me je vprašala, zdaj starejša hčerka, ko je bila stara 4 leta, pa zakaj si ti župan, ko me ni bilo doma. Potem sem rekel, vrtec smo naredili, tale vrtec ti hodiš, če ne bi bil župan, pač tega vrtca ne bi bilo in je nekako to razumela, da je to tudi za njo neko poslanstvo in da delam tudi za njo takrat, ko me ni doma. To recimo je moja izkušnja. Seveda res pa nisem bil nikoli v gospodarstvu tako upet,
Se pa strinjam, da je pa prisilna espeizacija ali pa ko ni drugega izhoda, pa mislim, da je pa zelo, zelo težka zadeva. Sam sem tudi kot poslanec in tudi kot politik mislim, da bi morala država absolutno dati družini in otrokom večjo podporo, kot je zdaj. Kakorkoli, na vsak način, tisti, ki želijo imeti otroke, naj se jih podpre, kolikor se da. Vse jih ne želijo vsi imeti. Tisti, ki želijo imeti, naj imajo pa vso podporo države. Tudi moram se pohvaliti, da vsaj ta zakon, ki omogoča materam oziroma družinam z več kot 4 otroki do, mislim, da 10. leta, pa ne mlajši do 10 let star, če ostanejo doma, pa če eno staršev ostane doma, država plačuje zdravstveno in socialno zavarovanje, to je bila moja pobuda. Ampak se izvaja zdaj malo tako na pol, ampak vseeno, kot sem rekel, moja logika je pač ta, da bi tu družba oziroma država lahko več naredila, da bi ljudje vsej miru imeli svoje otroke, da se eno staršev lahko malo več otroke. Hvala lepa. Morda še ostali trije na kratko. Imate vi mogoče še kakšen nasvet na podlagi svojih izkušenj, kako lahko vzdržujemo in hkrati kombiniramo tako zasebno življenje, torej družino in pa svojo? No, jaz bi dodal podobno kot vsi drugi. Zdelaš kompromise, koliko jih moraš. Seveda pa imeli občutek, da si bil premalo z družino, ampak jaz se včasih spomnim pa rečem, poglejte recimo na kmetih, ko je sezona, koliko so, dobro, tam so skupaj z družino, pa skupaj delajo, je drugače, ampak takrat so angažirani 12 in še več, 16 ur na dan, pa so pa spet malo manj, pa kadar je čas žetve, tudi podjetjo, pa predejavnost, ko pride. Takrat je to prioriteta, pa mora biti pa druge prioritete, da se malo kompenzira uravnoteži. No, to, glede podjetništva, se pa že tako predvsem. Meni se zdi, da je to izjemno pomembno, ker podjetniki, gospodarstvo, mali, veliki, srednji, največji, nam dajo kruh, a ne, da preživimo. In to je tudi temelj, z katerega vse druga izhaja. Od zdravstva do šolstva, do socialne varnosti in tako naprej. Zato vsak čas gospodarstva, vsak čas podjetnikom, vsak čas vsakmu, ki si upa stopiti na to pot. In to mora biti tudi ponos in veselje, pa ne samo to, veselje tudi, da sem sam svoj gospod, da sam ustvarjam, da sam kreiram, sam sem odgovoren in tako naprej. In klobuk dol pred vsakem, ki stopi na to pot, rabimo jih zelo živamo. Če kakšen komentar s vajene strani? Mislim, da tukaj ne bi smelo biti dileme, pa tudi izgovorov ne. Stvar prioritet. Dobro, jaz imam srečo z ženo, ki se mi zdi, da je navdušena nad delom, ki ga delam, tako kot sem jaz nad njenim. In tudi jaz osebno bi bil bistveno manj zadovoljen, če bila ona recimo doma, kot gospodinja, ker sem pristaš, da imava različne svetove, ki se občasno dotaknete. Usklajevanje podjetniških in ostalih plati življenja, stvar prioritet, tako kot sredi izpitnega obdobja ni bilo noben problem na radni skot, čeprav je drug dan recimo izpitne. Pač to te je toliko pomenil, da si rad potem do jutrašnjo delo, če bo treba, pač stvar prioritet. Gospod Matka, še kakšna misel, da zaključek? Na kmetiji je zelo skoncentrirano, pravzaprav in težko se je vzeti tak prost čas. Ne še nekak zdaj zmorno, pa sem starši še, pa še Branko, da nekak to poflikamo, da lahko gremo tudi na dopust, pa nedelje, res najnudnejša dela. Drugače je pa, po mojem, to, kar je napor, mogoče da znamo, kmene bi tega tako speljati, pa prioritet se postaviti. In tudi ženske to težko zdržijo. In mogoče, jaz ne vem, zakaj je toliko kmetov samskih, da ženske niso pripravljene tega trpeti, ne boš tega stalnega drila in to je ta težava pravzaprav, ki imamo, pa jo mogoče narešujemo za dosti dobro na kmetijah. Drugač pa
to, da se eden bolj svobodno počutil v drugačni službi, kar je zasebna. To je ta različnost, ko daje utrip posebno, ne? Čist za razumeti in prav, tako lahko to funkcionira. Hvala lepa. Mogoče bilo še kakšno vprašanje z vaše strani? Tale peterica je tako odlična, da ni nobenega vprašanja, ampak bi samo dve stvari pokomentiral. Menedžer, za Božjo voljo, prosim vas, dajte opustiti ta ogaben izraz. Res je ogaben in vidi se potem tega nihče ne uporablja zunaj. Ne uporabljajo ne Amerikanci, ne Angleži, imajo čisto druge izraze, so prezidenti, so ownerji, so lideri, miram tudi, ne? Ampak, zakaj? Ker je to v bistvu menedžer krotilec zveri v areni. Menaža, od tod pride menedžer. In za Božjo voljo, mislim, dajmo se tega nekako trest. Samo še to sem čakal, da bo Kardeljev še bolj ogaben izraz, se je tudi pojavil spet poslovodni organ. Grozljiva, nisem ne organski, veste kaj mislim, ne? In poslovodni je pa čisti prevod nemškega Geschäftsführer, ne? In potem uporabljamo te izraze, pa ne vem, kaj tam v njihovi domovini pomenijo. In menedžer je tipičen tak izraz, še bolj pa Geschäftsführer, za poslovni organ. Rad bi se samo še druge točke dotaknil, to je naše teme, ne? Kako priti do dobrih direktorjev. Jaz sem bil skoro direktor. Prepovedal sem pravnikom, da bi mi rekli menedžer ali poslovni organ. Vedno sem bil direktor, ker je direktor tudi zelo uveljavljen pri vseh evropskih narodih, pa pri Amerikancih. Sam malo drugače izgovarjajo. Direktor rečejo Angleži ali pa Amerikanci, direktor pravijo Francozi. Edini Italijani, ker zmer imajo neki posebno, to je pa administratore unico, to bomo reči, direktor del administrator, skratka, oni pogledajo na direktore. Zdaj, kako priti do res učinkovitih, samostojnih, odločnih, vase zaupajočih direktorjev oziroma ravnateljev, zelo lepa beseda je enkrat padla, ravnatelj ali upravitelj je odličen prevod za direktorja. No in bom bom posegel po primeru iz medicine. Ko naredi po 6 letih, jaz to dobro poznam, pa se tam dogaja, ker je žena je doktorca, brat je doktor, svesta je doktorca, pa tri najboljši prijatelji so tudi doktori in to prelevamo njihove probleme kar naprej. Ni kirurga in ni upravitelja, recimo kirurškega oddelka, ki bi spustil diplomanta medicinske fakultete takoj operirati trebuh. Ni šanse, ker bo vse mičel. Zaklobo pacienta, namesto da bi ga rečil. In zato je najmanj 4 leta do 5 let specializant. On se mora učiti o enotičnemu kirurgu, kako se operira. Ker ko enkrat zarežeš trebuh in se pred tisto bogatstvo črev, pa se ga, kaj pa zdaj, kaj se pa zdaj treba narediti? In če tega ne znaš, iz prakse ni knjige, ki bi te to naučila, ni take kirurgije, ki bi to naučila, moraš te nekdo naučiti, kako se te stvari naredi. In zato eno plat je prikazoval matk, eno si pa ti tone, ne? Oba to delata. Klemen, ti si v to že enega določil, enega sina, ki bo naslednik, ne? Si že kar ve, ja, seveda, ne? No in tega, ali pa 2, če se ne moreš odločiti, ampak te pa učiš, koliko se seka, kdaj se seka, kdaj se kosi, kdaj se pšenico poseje, kako se jožanje in tako naprej, kdaj se sekira, kako se sekira na sodobni kmetije, ki on pa to ima. Jaz sem pa s kmetov tudi doma iz Snebel, pri Mejace rekel, v Snebelja smo imeli ogromno kmetijo
in da hodim še vedno malo gledati, pa z njimi debatirati. Sodobna kmetija zahteva ogromno znanja. Če ne bo produktivna, kvalitetna in seveda toliko donosa ima, da tista družina lahko na tej kmetiji v Sneberjah živi. In tam sem imam enega pravnučka, ki je na traktorih, nekaj naprej bil na traktorih, in sem gotovo, da ima tam en kmet, ima 8 traktorjev. 10 traktorjev vlada raznih starosti in raznih priključkov, moraš hudičo dosti videti, moraš presnet dobro znati. In danes podcenjevati kmeta seveda je prava norost. To pomeni, ti učiš 2 sina ali pa tudi punce, se vse, kako se temu streže, ker vsaka sezona je drugačna. Tukaj te pri kirurgu vsak trebuh čist drugačen, ne moreš reči, pa vsak tumor, tam moj prijatelj operira tumorje, žena pa onkologinja in je vsak tumor drugačen in ima drugačen pristop. Isto je pri kemiji, pri kmetiji, katere zatiralce, katere herbicide in tako dalje. Cel kup kemije, strojništva in tega. Pa bom s tem zaključil, mislim, tebi prosil biti, če potegneš še malo višji to kirurgijo, to specializacijo, kot bi jaz temu rekel, da pridejo mladi ljudje do kar sigurnega znanja. Ker če sem te prav razumel to tako na začetku, da ti ob teoriji jih tudi učiš prakse, kako se do enega poklica pride, praktičnega, ki ga Slovenci nujno rabimo. Narod, zapomnimo si to, ki nima mizarjev, prvič, nima kmetov, ki nima mizarjev, ki nima ključavničarjev, je obsojen na propad. En narod se definira s tem, da ima ne samo najvišjo elitno klas, zdravnike, inženirje, pravnike in naprej, ampak se definira tudi s tem, da ko nekoga pokličeš, pa ti zna elektriko popraviti. Zakaj te elektrika ne dela? To ne moraš sam, zna sam. In mora biti nekdo iz tvojega sosedstva, ki to zna. In to nas pade kar tako z lufta, to znanje. To je treba seveda se takole stavbo recimo učiti. Hvala lepa. Mogoče še kakšno vprašanje, še kakšen komentar? Potem bi se pa rada v imenu Socialne akademije zahvalila vsem gostom, torej gospodu Antonu Kokalju, gospe Ireni Brah-Merkar, gospodu Milanu Matosu, gospodu Marku Zajcu in pa gospodu Klemenu Matku, da ste danes prišli. Za vas smo pripravili taka majhna darilca za zahvalo. Spoštovani obiskovalci, da ste se danes pridružili našemu večeru in naši razpravi. Vabimo vas pa tudi, da se udeležite še kakšnega dogodka, ki poteka v okviru socialnega tedna in sicer do konca tedna. Prav tako pa vas vabim v imenu Socialne akademije še na simpozij z naslovom Nove tehnologije in njihov vpliv na svet dela, priložnosti mladih v industriji 4.0, ki pa bo potekal v Državnem zboru Republike Slovenije 27. oktobra ob 10. uri. Vabim vas ob koncu še na majhno zakusko, ki smo jo pripravili za vas in vam voščim lep večer še skupaj z mislijo marketinškega svetovalca in pa motivacijskega govorca, za katerega ste mogoče tudi že slišali, Simona Seneka. On pravi takole: delati močno za nekaj, za kar nam je vseeno, imenujemo stres. Delati močno za nekaj, kar imamo radi, to pa imenujemo strast. In mi vam želimo, da delate stvari s tako strastjo, kot so jo danes pokazali tudi naši zagovorniki. Pa lepo.